Začenjamo v Šaleški dolini, kjer se vrstijo burni odzivi zaradi izjave generalnega direktorja HSE Viktorja Vrečarja na naši televiziji, da morata o načrtovanem sosežigu odpadkov v termoelektrarni Šoštanj odločati tudi občini Velenje in Šmartno ob Paki. Šaleški okoljevarstveniki in občinari so prepričani, da je lastnik termoelektrarne s tem požrl besedo. Obljubil je namreč, da sosežiga odpadkov brez podpore lokalne skupnosti ne bo. Namera Teša, da bodo pred ustavitvijo projekta, čeprav so to obljubili, počakali še na mnenje bližnjih vplivnih občin, po mnenju nasprotnikov sosežigu ni korektna. Glede na to, da je investitor omejil vpliv sosežiga zgolj na ograjo termoelektrarne Šoštanj, je vključevanje sosednjih lokalnih skupnosti kršitev dane javne obljube predstavnikov TEŠ in HSE ter seveda ponovno poskus zavajanja, zavlačevanja in sprenevedanja. Velenjska občina, ki je za projekt vpregla skupino za civilni nadzor, bo o podpori odločala marca, iz Šmartnega ob Paki pa sporočajo. V tem trenutku nismo nameravali o tem odločati, kajti nihče nas ni prosil za mnenje. Težko je podpirati projekte, ki slabšajo naše okolje, če seveda to drži. Na termoelektrarni Šoštanj vztrajajo, da je projekt dober, kar ne nazadnje po njihovem dokazuje tudi presoja vplivov na okolje, da pa ne bodo pri njemu vztrajali za vsako ceno. Kljub temu vsi postopki na ARSO tečejo dalje. Za izvedbo sosežiga namreč TEŠ potrebuje drugačno okoljevarstveno dovoljenje. Brez sosežiga gre dolina na pot hitrejšega zapiranja premogovnika, ogrevanje bo dražje, žugajo energetiki. Jaz upam, da te besede ne pomenijo maščevanje naše lokalne skupnosti, ker to bi seveda še dodatno načelo to zaupanje. Dolina je na račun rudarjenja in pridobivanja električne energije že leta degradirana, še dodaja Dermol.